Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o energiji polne lune in o tem, kaj ta trenutek čustva kažejo, kaj se predeluje. V glavnem, polna luna ta trenutek razkriva resnico. In ja, se veste, mogoče imate občutek ta trenutek, da vas partner bolj razjezi, da vas otroci vržejo iz tira, da vas, ne vem, nadrejena ne razume, da starši pritiskajo na vaše čustvene rane, ali pa enostavno prihajajo stara čustva na dan, pa mislite, da sem to že zdavnaj predelala, pa kar od nekje pridejo spet ta stara čustva. No in to je ta polna luna. Polna luna, ki je v raku, in ja, raki smo še posebej občutljiva bitja, in takrat, ko osvetli polna luna ta čustva, dajte, takrat je čas, da se lotimo čiščenja čustvene prtljage. No in zdaj prva zadeva, kaj nam razkriva ta polna luna, ker mislim, da zdaj s komarkoli govorim, pač niste edini, če se vam dogaja. Pomeni, da vsak od nas ima na nekem področju za narediti nek premik naprej in samo osvetljuje naše rane. Pa zdaj pa dajmo pogledati najbolj ključne zadeve, kaj nas uči polna luna. Prva zadeva. Nihče nas zares ne želi prizadeti, ampak v osnovi nam vsak odnos okrog nas kaže na to, kaj mi sporoča ta odnos o meni. Se pravi, ko mene nekaj prizadene, pomeni, da se učim prepoznavati svoje čustva. Vsi se učimo prepoznavati svoje čustva in zdaj pogledamo tisto, kar se učimo. Ali je zadaj odpuščanje, ali je zadaj ozaveščanje, ne vem, svojega strahu, ali mogoče se učimo skozi odnose postavljati meje. Se pravi, nihče, ki nas prizadane, ni namerno tisti, ki nas rani, ampak je naš učitelj, ki nas želi naučiti neke lekcije. No in zdaj, če pogledamo naprej, prav ta druga stvar, naši učitelji, partner, starši, otrok, nadrejeni, ni naš sovražnik, je naš učitelj. Če pogledamo z druge strani, je v osnovi tako kot dušni dogovor, a ne kar na dušnem nivoju, jaz verjamem, da smo vse zmenjeni. Na dušnem nivoju se mi domenimo, kdo bo tista oseba v našem življenju, ki bo pritiskal na naše čustvene rane. In potem tankega človeka dobimo v svoje življenje in ko ga dobimo v svoje življenje, enostavno se reče, pa zakaj se meni to dogaja? Ja, zakaj? Zato, ker učitelj nas postavi na višjo raven. In zato na koncu, ko pridemo na konec nekega obdobja, ko pogledamo nazaj, sploh na tista obdobja, ki so zelo težka, lahko samo še to rečemo. Hvala. Hvala tistim ljudem, ki so bili najbolj kruti, z najmanj sočutja, ki so najbolj pritiskali na naše rane, zato ker prav na podlagi takih odnosov postajamo boljši. Vse veste, kako nastane diamant, a ne? Pod pritiskom. Samo pod pritiskom nastane krasen diamant in očitno to isto se dogaja z našo dušo. Potem naslednja stvar, vse, kar me zmoti pri drugih ljudeh, kaže na stanje v meni. Če pogledamo, kaj nas zmoti pri drugih, jaz če zdaj le pomislim, s kom sem danes govorila. Govorila sem z eno gospo, ki sem jo potem vprašala izredno tako pokroviteljska je. Se rekla, gospa, kaj ste pa vi po poklicu, kaj ste delala, ko ste še hodila v službo? In je rekla, bila sem učiteljica. No in mogoče, kaj me je tako zmotil, je... A veste, kaj me je zmotil? Zmotila me je pretirana prijaznost. No in zdaj, če jaz sama naredim mišični test in lahko tudi vi, a ne, ker, lejte, karkoli te zmoti pri drugih osebah, je tako, ne, 2 prsta kažeta, oziroma en kaže tja, eden gor, 3 pa sigurno nazaj. In zdaj, če jaz pogledam, mene je zmotil pri tej gospe ta pretirana prijaznost, ker je govorila tako, kot da sem jaz 5-letni otrok, ki ne znam šteti do 5. In ja,
zmotijo me dvolični ljudje, zdaj pa zakaj? Zakaj me zmotijo dvolični ljudje? Vedno se vprašamo, zakaj me to zmoti? Zato, ker se učim prepoznava, to gre skozi mene, zato, ker se učim prepoznava dvoličnost. Zato, ker je čas, lejte, zdaj pejmo naprej, ne, ker boste vi sami, če vas zmotijo dvolični ljudje, mogoče se vi ravno tako kot jaz sama učim prepoznavati skrite namene. Ker jaz sem tako blond in si rečem, vsi ljudje so dobri, vsi ljudje imajo dobre namene, pa jih nimajo. In tudi vi ste verjetno že opazili, da niso vsi ljudje dobri in da na koncu lahko se zgodi, da nekdo ima neko čustveno rano, ki je povezana s tem, da nečesa nima in vam je zavisten. Lahko podzavestno vam je zavisten. No, zadnjič sem govorila z eno gospo in je rekla, veš, prej sem imela star avto in ta moj star avto je krasno deloval. Potem sem ga pa prodala in sem kupila nov avto in ta nov avto mi ne gre nikamor. In imam občutek, da so mi ljudje zavistni. Verjemite svojim občutkom. In zdaj naslednja taka točka glede lune je, zaupajte svojim občutkom. Kaj zdaj to pomeni? Še eno stvar, na ogledala moram iti nazaj. Se pravi, vse to, kar me zmoti pri drugih ljudeh, je povezano lahko tudi s tem, da po eni strani jaz se učim prepoznavati svoje čustva, ali pa ne bodi naivna, po drugi strani pa vse, kar obsojam pri drugih ljudeh, je povezano s tem, da presežem to, da jemljem stvari take, kot so. Se pravi, da ne sodim drugih ljudi. Da ne pač preverite z mišičnim testom, kaj se učite skozi take odnose. Ne, ker v bistvu mišični test nam tako pove našo resnico. In če jaz zdaj preverim, jaz predelujem skozi to, da opazim dvoličnost ljudi, to, točno to, da slepo ne zaupam, da vsi ljudje imajo dobre namene. Pač nimajo jih in ker jih nimajo pomeni, da majčkeno bolj modro razmišljam, da ne, da sem tako, ja, super, a veste, tako kot 5-letna punčka, ki lepo skatkla po vodi, pa reče, ja, vse je v redu. Pač ni. Svet je preplavljen s takimi in z drugačnimi ljudmi. In vsak od nas dela lekcije v svojem življenju, vsak od nas se uči. No in zdaj poglejmo naprej. Se pravi, v odnosih poslušajmo svoje občutke. Moj občutek. Zdaj pa kako ti prideš do svojih občutkov, ne? Ker če ste tako kot, recimo jaz, ki sem bila vzgojena na ta način, bodi tiho, potrpi, stisni zobe, bo že boljš. Če ste vzgojeni na ta način, pomeni, da verjetno ste se naučili skozi vzgojo, skozi prva leta življenja, da ni varno izražati čustev. Druga stvar pa, kar ste se sigurno naučili, je pa to, da enostavno tako močno potlačiš svoje čustva, da jih niti ne zaznavaš. In ko se naučiš to, potrebo imam potem, da potlačim svoje občutke. Glede, jaz sem bila dobesedno programirana na to, takrat, ko bi najrajš kričala, sem si nadelala na smeh, pa se delala, da je vse v redu. Pa ni. Ko ti čutiš, da ni, je takrat prav, ne govorim, da na javnem mestu popente, ampak gre se za to, da z osebo, s katero imate za predelati nekaj, na 4 oči se pogovorite. In če ne gre pogovor na 4 oči, vzamete list papirja, napišete, ko se je zgodilo to in to, sem občutila to in to in to. In zaradi tega to in to in to. In razložiš in daš za prebrati. Brez cenzure, da se razumemo. Ni, da potem greš popravljati, pa rečeš, ne, toga ali pa jo bo prizadelo. Gre se za to, da poveš, kaj ti občutiš. Ker to je največja sabotaža vseh odnosov, je to, da ne poveš tega, kar občutiš.
In če je zdaj polna luna, da tebe jezi vse, je mogoče povezano s tem, da si vse potlačila in potem luna osvetli tvoja čustva. In potem ti tvoji okrog tebe reče, pa te spet luna daje. Ja, zakaj te daje luna? Ker polna luna osvetli tvoja čustva. In tale luna v kozorogu, kozorog vemo, da je tisti, ki je usmerjen k ciljem. Kozorog zahteva trdnost. Kozorog je tisti, ki je delovan, ki je usmerjen v akcijo. Se pravi, čustva, ki zahtevajo akcijo. Podzavestni programi, ki zahtevajo akcijo. To je ta luna zdajle. V glavnem, tvoji občutki ti hočejo povedati tvojo resnico. In ko se začneš zavedati moči mišičnega testa, se pravi, za vsako stvar ti lahko narediš enostavno mišični test. Ta trenutek občutim kaj. Zdaj vam povem, kaj jaz občutim, da se na globalni ravni čisti. Na globalni ravni se kot neka koda čisti žalost. Žalost, taka globoka žalost, da bi ti lahko počilo srce. In to pomeni, da greš narediti zdravilno molitev dekodiranja. In zdravilna molitev dekodiranja razbremeni tvoje čustveno polje. Čisto preprosto. Stvarnik, če je v skladu z božjimi zakoni ljubezni, naj se ta trenutek sčistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane, in zdaj dajte tukaj noter, s potlačenim občutkom žalosti. Če se ti dogaja, da kar vrejo stara čustva iz tebe ven, to je ravno tako luna, pomeni, da si v nekem obdobju tako močno potlačila svoja čustva, kar je preveč bolelo, ker enostavno nisi imela takrat časa odžalovati, ker enostavno je bilo premalo varnega okolja, da bi lahko šla preko čustev. In ta čustva zdaj čakajo na primeren trenutek in očitno je tale vročina, tale polna luna primeren trenutek, da ti lahko to predelaš. No in sploh to, če brez razloga jokaš, nisi v depresiji, verjemi, da ne, ampak tvoja čustva kličejo po akciji. V glavnem, še ena stvar, polna luna osvetljuje. Reagiramo tako kot majhni otroci, ali pa nekdo drug odreagira kot majhen otrok. Kaj to pomeni? Da kot otrok, če ste doživeli, ste imeli potrebo, recimo, jaz sem imela ta občutek, prosim, imejte me radi. To je bila tista moja, prosim, imejte me radi. In če se zdaj v nekem odnosu obnašate na ta način, ali prosim, imejte me radi, ali pa strah me je zavrnitve, preverite. Strah me je, da bi izgubila varnost, mogoče povezano s službo, ali pa jezna sem, ker nisem slišana. Recimo, kot majhna punčka so te tako močno tlačili in vedno, ko si začela ti govoriti ali pa si hotela povedati, je bilo tako, otroci nimajo kaj za govoriti. In se je mogoče zgodilo, da nisi bila nikdar slišana. In zdaj se lahko v nekem odnosu obnašaš tako kot 6-letna, 7-letna punčka, 13-letno dekle, ki hoče povedati svoje, pa ni bila slišana. Zato je tako pomembno. Delajte mišični test. Pejte preveriti, kaj je tisto. In zdaj le samo opazujte. Luna je močna, vročina pritiska, sopara je. Ja, poletje je v osnovi na višku. Sonce je na višku, še luna zdaj le pritiska. Seveda, vse skupaj pa lahko nastane ena velika godla. No in v glavnem, naslednja stvar, kar se pa učimo skozi polno luno, je pa tudi to, vseh odnosov ne moramo pozdraviti. Vsak od nas se pač skozi odnose uči zdraviti svojo dušo, oziroma, kot pravijo, delamo korekcije svoje duše. In vsi odnosi niso tukaj z namenom, da jih bomo pozdravili, da jih bomo zakrpali, da bomo druge ljudi zvlekli na novo terapijo in na novo delavnico.
včasih se skozi odnose učimo svoje vrednosti. Včasih se skozi odnose učimo napredovati. S prijateljico sem govorila in je rekla, da je v nekem odnosu že povedala, da enostavno na ta način ne gre več in da če ne bo na ta način šlo, kot ona predlaga, bo enostavno mogla iti naprej. Veste, to je podobno kot starš, ki reče svojemu otroku, zdaj pa dost. Če ne bo to in to in to, pomeni taka in taka kazen. In potem starš kazni ne da. Kaj to pomeni? Otrok se nauči, da ti lahko groziš, kakor kar hočeš, in da bo vedno te peljal čez vodo. Vedno. Veste, ko rečeš, zdaj pa dost. Samo še enkrat. No, jaz sem moje otroke naučila, se spomnim, ko so bile majhne, se je dogajalo tako, ko sem natisnila, zdaj pa dost. Samo še tokle. In ko sem rekla, samo še tokle mi manjka, so vedle, na naslednje je v bistvu tako kot vžigalna vrvica. Parkrat se je zgodil, ampak ko vžigalna vrtvica naredi, je pa samo še eksplozija. Tako da so vedele in tako da so me pa same začele hecati, je bilo tako, le mami, samo še tokle, samo še tokle, samo še tokle. Tako so mi nosile prednost. Pa zdaj ne govorim na ta način, da vse skupaj obrnete na štos, ampak govorim o tem, da če ste nekje postavili mejo in če ni vaša meja spoštovana, pomeni, da je čas, da naredite tudi tisti naslednji korak. Zdaj me je pa strah. Zdaj sem pa skrila, pa sem delala, da tega nisem rekla. Vem. Ampak skozi svoje besede tudi učimo druge ljudi, ki so naše meje. Kje so naše meje? Ja, in v glavnem, ko razumemo, da polna luna samo svetljuje in nas uči. In ko mi ostajamo mirni, tudi takrat, ko je polna luna in ljudem seka na polno okrog nas, glejte, učimo se biti v svojem miru, učimo se odpustiti, učimo se držati tudi svojih besed. Se pravi, če rečem samo še enkrat. Da smo se pogovarjali. Evo, veste, kaj sem enkrat naredila? Samo še enkrat. To je bilo edinkrat, da je bilo tako, da sem, pa mi ni žal tudi manj. Jaz se spomnim, da smo igrali Človek ne jezi se in so šle besede na osebne žalitve. Je bilo tako. In jaz vem, da sem držala takole roko in sem rekla, še mal, zdaj pa dost, in na roka se bo samo sprožila. In seveda se ni nehalo, pa je bilo tako zelo grdo, na osebne žalitve. In dejansko sem samo tako naredila čez usta. In ta druga oseba je bila tako, ki sem me udarila. V osnovi sem bila kar tako ponosna, bravo jaz. Pač udarila, nisem vzela macola, ampak veste, tisto, ko tega nikdar ne narediš, nikdar, in potem enkrat narediš nekaj, v osnovi sem bila ponosna. Tukaj se ne gre za agresijo, ampak samo tisto, veste, ko nekdo dobi takole po nosu. Polna luna. Polna luna vas bo guncala, dokler se ne boste naučili kakšne lekcije. A gremo pogledati, kaj vam pa angeli sporočajo glede polne lune, da vidimo sporočila za tole dušico. Najprej me zanima, kdo je ta oseba, kakšna oseba je ta dušica, ki zdaj še vedno posluša tale video, kaj sporoča stvarnik. Zanimiv, kdo si ti? Kdo si ti? Tvoja duša kliče po svobodi, ker je čas, da se pogumno začneš odločati za sebe.
Se pravi, tale polna luna te uči dvakrat svobode. Tale polna luna, dobila si svobodo in dobila si nešteto možnosti. Edina stvar je, čas je, da poletiš iz gnezda. Jaz ne govorim, da se moraš ločiti, jaz ne govorim, da pusti službo, ampak govorim pa o tem, da si daj čustveno svobodo, da mogoče poveš tej osebi, ki je tvoj čustveni trener, kje so tvoje meje. Da se jasno pogovoriš o tem, da je končni rezultat, da ste vsi zadovoljni. Ker veste, kako grejo zadeve. Mi smo lahko zadovoljni v odnosih, takrat, ko vsi pridobimo v tej zgodbi. Takrat, ko nekdo v tej zgodbi izgubi, ne more biti to nek dober rezultat. Vsi pridobimo. In ja, pred tabo so možnosti. Dajmo zdaj pogledati naprej. Zanimivo, svobodo si dobila. Pogumno se odločaj za sebe. Zanimivo. Možnosti. Da vidimo naprej. Naslednjo je, wow, bogatstvo ti kaže. Se pravi, življenje ti ponuja rešitve, tudi na finančnem področju. Življenje te želi popeljati očitno naprej, tudi voda teče naprej. Bogatstvo priteka k tebi v slapovih obilja. In resnica. Kot sem že prej rekla, ta luna osvetljuje resnico. Ti si popolna. Dovoljuj si videti jasno in dovoljuj si videti resnico. Zdaj tukaj ti govorim, ne da to ni ego, da se razumeva. To ni, da jaz zdaj tebe besedami gre hajpama, veš, tisto spodbujam, ti si nekaj več od drugih. Ampak včasih skozi odnose se učimo prepoznati svojo vrednost. In tukaj ne govorim, da mora tvoj ego zrast, da boš rekla, jaz sem pa nekdo, in sploh, in vi ste tam dol. Ampak gre se za to, da če nekdo non-stop stopa po tebi, tako kot je rekel moj profesor iz srednje šole, je rekel, če ti nekdo pri teniški igri neprestano zabija žogice, lahko brez slabe vesti rečeš, jaz s tabo ne igram več. Take igre v svojem življenju ne potrebujem več. Onkraj iluzij, naslednja karta. In to je notranji preporod. Notranji preporod skozi srčno čakro, se pravi, ker imam sebe rada, ker sebe cenim, vem, da meni pripadajo odnosi, ki so ljubeči, ker sebe cenim, ker sebe spoštujem, dajem odnose, ljubezen, ampak zahtevam, pričakujem od drugih, da mi vračajo ljubezen. In če mi ne vračajo ljubezen, hvala lepa. Ne rabim nekoga, ki mi bo, lahko govorim tako, kot čutam. Nekdo, ki mi bo dobesedno srl v krožnik. Ne rabim tega. Ne rabim poslušati od nekoga kozlanja, samo zaradi tega, ker ni v življenju naredil ene same spremembe, ene same pozitivne stvari. Ne rabim, da nekdo doma pritiska na daljinca in misli, da sem jaz nekdo, ki me lahko na daljinca upravlja. Ne. Jaz verjamem v to, da smo, tako kot je ena igralka napisala, odnosi niso katamaran. Ko sta dva trupa pripeta eno ob drugega in plujeta tako kot pačen šofira. Ampak plovba dveh jadrnic v isto smer. In če čutimo, da ne gremo v isto smer, ko rečemo v redu, pluj naprej, v redu. Pred mano je 1000 možnosti, ker tvoja zavest očitno se dviga, ker delaš na sebi. In če nekdo drug ne dela na sebi, to ni tvoja odgovornost. Se pravi, tukaj ne govorim, da se moramo ločiti, da moramo narediti ne vem kakšne spremembe, ampak tisto spremembo, sigurno, kar je treba narediti, je opuščanje svojega strahu, opuščanje svojih zamer, opuščanje svojih blokad. To pa ja.
Da vidimo naslednja. Očiščena si teže preteklosti. To, kar se ti dogaja, je povezano s tvojo težo, čas je, da se razbremeniš in še enkrat si dobila vodo. Zanimivo, koliko vode je danes prišlo v teh sporočilih. Tukaj je slab savica, voda, izvir, čista energija, energija kozoroga, Triglava. Tukaj je energija reke, to je Krka. Očiščena si teže preteklosti in tukaj je morje. Se pravi voda, ta trenutek rabiš večjo količino vode, čiste vode, izvirske vode, pi, čim več pi, zato ker telo se zdaj čisti tudi skozi potenje. Še to, ne pozabi, prosim, na magnezij. Magnezij je proti krčam, ker se potimo, mi izgubljamo magnezij. Ne pozabi na kalcij, za alergije. Tako da lahko naročiš, bomo spodaj dala povezavo, v glavnem na spletni strani srečnoživljenje.com, kalmah, kalcij, magnezij. Večje količine kalcija, magnezija ta trenutek potrebujemo, zato ker se pa čisti naše telo. Večje količine rabimo cinka, zato ker se čisti naše telo. Večje količine rdečih barvil, lahko flavonoidi kot prehransko dopolnilo, predvsem pa, recimo jaz zdaj pijem zjutraj na tešče zeleno. Zelena je zakon, tako da res je zakon, pa ajda je zakon. Pač čim več teh zdravih zadev. Da vidimo še naprej. Stvarstvo za tole dušico. Kaj ji sporočaš za naprej? Kaj je tisto, da je prav, da v zavesti, da ve? Zavedanje si dobila, nič več politike, zaziraj se vase. Čakate uspeh, to je ta najbolj pomembno. Čez poletje se ti bo počasnil tempo, kar je prav, ampak zato, da boš lahko še pogledala v svoje rane. Zaziranje vase, nič več politike. Stvarstvo te ne podpira več pri tem, da kalkulacije delaš. Ja, veš, sej tole mi koristi na ta način, sej tukaj pa sej dovolj. Ne podpirate več. Stvarstvo te ne more več podpirati pri tem, da sama sabo igraš politiko, kar pač tvoja duša se želi izraziti skozi tvoje talente in seveda življenje ti bo ponujalo nove in nove prepreke, dokler ne boš naredila nekih ključnih sprememb. Vem, kam pa zdaj? A vam nekaj povem. Zdaj je 4 leta, odkar sem naredila ta ključen premik na Primorsko. Sem tako hvaležna, da sem naredila premik. Tako hvaležna, da sem šla iz nekih okovov ven, da sem šla tudi iz okolja ven, ne nazadnje. In je samo 1 uro stran, ampak vam povem, res je tukaj na Krasu drug zrak. Enostavno se drugače diha ta energija. In verjamem, da ko nekje predelaš karmične lekcije, ti življenje ponudi življenje naprej. Ko pač grejo energije. Ajmo pogledati. Nadangel Gabriel. Sledi, zaupaj, sliši vodstvo, partnerstvo, dobrota. Pač dejstvo je, sama dobra sporočila, tako da, ja, polna luna te uči. Še to, če to čutiš, da je čas, da okrepiš to notranjo energijo, če čutiš, da imaš mogoče premalo podpore v svojem življenju, pripravljam pač poletno šolo osebne rasti, tako da bom spodaj dala povezavo, če te pokliče, bom naslednji video še o tem posnela, ampak v vsakem primeru, to so krasne zadeve in vodene zadeve, skupaj predelamo ključne zadeve, kar imate za predelati, tudi karmično z ostalimi ljudmi, ker lejte, to, kar imamo pa karmično za predelati z drugimi ljudmi, so počasih zanimive zanke in te zanke včasih ne znamo sami razvozljati. Tako da ja, v vsakem primeru lepo se imej in se vidimo kmalu v naslednjem videu.